Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. V Sloveniji je vedno več podjetnikov in posameznikov, ki ne delajo samo za denar. Delajo tudi za druge stvari. In kaj je pravzaprav tisto, kar delajo? To so načeloma ljudje, ki večkrat preštudirajo, katere so tiste stvari, ki jih oni v življenju res radi počnejo, kakšne talente imajo in kaj jih vleče. In to je tisto življenjsko poslanstvo, o katerem se toliko govori. In potem je njihova služba, pravzaprav njihov hobi, oziroma njihov hobi je njihova služba. No, podobna zgodba je tudi pri Sandri, ki jo poznamo iz Zelene trgovine in povabili smo jo v svojo družbo. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo. Danes si pa dve kolegice s sabo pripeljala. Ja. Še kaj predstavlja? Dve kolegici pa enega prijateljčka. Pa enega kolega. Ja, povabila sem danes društvo Lajka, neprofitno društvo za zaščito živali Lajka, Melito in Jadranko, s katerima sodelujem tako preko Zelene trgovine, kot tudi preko Eko kluba. Danes sem jo pa povabila, pač da malo še zvemo, kaj v tem društvu. Ampak, Sandra, kakšen je bil pa recimo tvoj vzgib, da si začela Zeleno trgovino? Kaj vem, tista želja, da najdem neke take prave produkte, pa da lahko poleg teh produktov, ki jih prodajam, tudi spodbujam neke odgovorno ravnanje. Se pravi, nekaj več kot zaslužek. Ja, no, v prvi fazi sigurno tudi to, ampak definitivno, da so neke druge stvari mi tudi pomembne. Melita, neverjetno je tvoje delo, Jadranka seveda tudi tvojo in prispevek, ki ga ponudita. Na kakšen način recimo razmišljate, tako kaj je za vaju pravzaprav služba? Služba je zato, da zaslužiš denar, da lahko preživiš družino in da si lahko privoščiš take aktivnosti, kot so društvo za zaščito živali. Ker je treba velikrat tudi svojo denarnico odpreti, pa vendar, kadar ni. Zato pa recimo Sandra pa Eko klub, oni so naši veliki prijatelji in podporniki, vedno reagirajo samoiniciativno, nikoli ni treba nič prosjačati in to strašno cenimo, že od vsega začetka. Tudi povabili so nas v Eko klub in to je velika čast za nas. Lepo. Jadranka, kaj pa zate? Kaj je zate služba, hobi, imaš te stvari ločene? Kako gledaš na to? Jaz teh stvari nimam ločenih, zato ker se ukvarjam v življenju izključno s stvarmi, ki me veselijo in ki me v bistvu izpolnjujejo kot človeka. Tako da imela sem v življenju kakšno službo kot študentka, pa ko smo delali med počitnicami, da sem dojemala kot službo, ampak to je za mene bil dejansko teror, totalni. Tako da glede na to, da se ukvarjam z glasbo, glasba za mene nikakor ne more biti služba. Seveda tudi zaslužim zraven, ampak zaslužek ni noben primarni cilj, niti motivacija, pač sam srečo imam to, da lahko se ukvarjam z glasbo, pa zraven, da mi glasba prinese še kruh na mizo. Bravo, vse v enem, ne? Eni imajo srečo. Ja, da to združi. Zoki, pridi k meni. Pridi k meni, Zoki. Pridi. No, in kar je najbolj neverjetno, tale Zoki išče dom, išče enega kompanjona, da so ta takle cartale lahko skupaj. In evo ga, če vam je Zoki, če ste začutili, da je to nekdo, ki bi ga lahko kot družinskega člana povabili v svoj dom, je Zoki na voljo. Bo zbiral lastnika. Tako, jaz mislim, da bo on lahko zbiral. Tukaj v tem primeru mislim, da ne bo problem. Da ne bo. Ja, in kriterije je postavil kar visoke. Je visoki kriterij je postavil. Predvsem, da ni veliko stopnic, ne? Ne sme biti veliko stopnic, ne sme biti veliko sam. Treba ga je crkljati, pa metrati, pa bo on tudi vračal to. Odlično. Sandra, zmeraj pripraviš eno zanimivo tematiko, še kar sicer nismo povsem mogoče dojeli vsega, kar si zaupala v zadnjem obisku Sanje, tudi v samem spanju. Moram reči, da sem popolnoma prenovila spalnico in da spim kot dojenček in predvsem z nekim takim občutkom blaženosti, ker je vse zdaj BP, tako kot mora biti. Hvala za tvojo pomoč. Kakšno tematiko si pa danes izbrala? Danes mislim, da bi mogoče govorili malo o tem, zakaj je tako pomembno, da poznamo zgodbe izdelkov, ki jih imamo doma. Kako je pri hrani važno, od kje prihaja, kdo jo dela, tako je še pri teh izdelkih še bolj pomembno. Enostavno zaradi tega, ker
samega ližišča, dobro, tisto prevleko lahko perete, samega jedra ližišča pa sploh ne morete oprati, pa določene kemikalije se tudi s pranjem nikoli ne dajo odstraniti. No in na to pri izbiri in pri proizvodnji teh produktov smo zelo skrbni in dejansko vem od začetne surovine do vseh unih umestnih, kak kdo počne, pa zakaj počne. Pa da se obnaša odgovorno do okolja, pa do soljudi, to pomeni do ljudi v procesu proizvodnje tudi, ker tudi to šteje. Mnogo je ljudi, ki grejo v trgovino, pa vse, kar je zanima, je sam cena. Pač v redu, sistem je takšen, kot je. Jadranka, recimo, ko greš ti v trgovino, te zanima, odkot izhaja, na kakšen način, znaš brati deklaracije? To se je v bistvu začelo z mojo veganskim načinom življenja. Ko se začneš zanimati za življenje okoli sebe, najprej je to pač izhajalo predvsem iz našega odnosa do živali, potem se pa ta odnos razširi tudi na odnos do sočloveka, se pravi, moram reči, da vse vegane, katere poznam osebno, absolutno jih zanima tudi, se pravi, da izdelki, če se le da, izvirajo iz pravične trgovine, kakšen je proces in tako naprej. Oblačila niso potrošniki v smislu, da pač zato, ker si lahko privoščiš, si tudi kupaš, ni kopičenja, se pravi, en tak celosten odnos do samega življenja, ne samo do sebe, ampak pač da skušamo praktično, kakor se le da, sobivati, v pravem pomenu besede. Ker ljudje nekako si mislijo, da je sobivanje tako, da je te fajn, to danes jim ni jasno. Predvsem pa se mi zdi najbolj pomembna stvar pri celi zadevi ta, da se moramo ljudje naučiti prevzemati odgovornost. To je najbolj pomembno. Vse poudarjamo vrednote, etiko, moralo in tako naprej, ampak jaz mislim, da je glavni način, tisti prvi način je odgovornost. Da se zavedaš posledic svojih dejanj, da prevzemaš odgovornost, da si v polnosti sam odgovoren, da ne prelagaš, recimo jaz sem si kupil, ne vem, zato ker je poceni ali pa zato ker je samo to na izbiro, zato ker če ti glih neki oči ne pade, še ne pomeni, da to ne obstaja. Se moraš pač pozanimati, temu pravim aktivno življenje, ne životarjenje, da pač se ne nazadnje vse to ne vpliva zgolj na ljudi, ki so recimo, tako kot je Sandra rekla, ujeti pač v sami produkciji ali pa recimo, kar se živali tiče, ampak ta naš odnos ne nazadnje najbolj prizadene nas same, ne tako indirektno v tem momentu, ampak na dolgi rok pa sigurno, glede na to, da vidimo, kaj se dogaja z ekologijo, kaj se dogaja z zemljo, kaj se dogaja z našo civilizacijo. To je posledica tega našega neodgovornega življenja, polaganja lastnega življenja v roke drugim. To ne nazadnje vidimo tudi v politiki, vsemu. Ljudje sploh v Sloveniji zelo radi jamramo in ne iščemo rešitev, ampak jamramo pa oni so krivi. Ne, vse to je posledica odraz naše neaktivnosti. Neaktivnosti. Ja. Zelo zanimivo. Predvsem to o odgovornosti kot taki. Zelo zanimivo mi je recimo to, ko smo imeli kar precej oddaj, nazaj smo imeli tematiko, kako prihraniti. Se pravi, neki taki in drugačni varčevalni ukrepi, kar se torej splača ne samo za danes, pa mogoče za jutri, ampak tudi za čez 1 leto, 10 let in tako naprej. In prišli smo dejansko do ugotovitve, izračuni so narejeni, da se ti danes bolj splača kupovati zdravo hrano, bolj trajnostne izdelke in vse ostalo. Ampak smo tu vse mogoče na šunku, da niti ne. Sandra, koliko ljudi zna brati deklaracije? Česarkoli? Oziroma opise kot take? Zdaj vedno več, Mislim, jaz tudi v trgovini zelo zasledim, tako kot je Jadranka rekla, da enostavno ljudje niso več tako egoistični. Da dobro tisto prvo poskrbijo, da zberejo zdrav izdelek za sebe, za svojo družino, ampak pri nas jih zanima, zato pač, ker poznamo res od vseh izdelkov, skoraj poznam zgodbe in so to začeli opažati in me tudi vprašajo. In dejansko jim je to tudi pomembno. Pomembno je, kaj ti delaš poleg tega, da samo, vseeno sem še vedno prodajalec. Prodajam neke ekološke produkte in če nimam neke dodatne vrednosti, jo moram imeti. Meni ekološka trgovina, ki samo prodaja izdelke,
mi je mogoče malo premalo. Jaz mislim, da je problem, pač ne problem, ampak kaj se zdaj dogaja? Mi smo bili v Jugoslaviji, mi vsi smo živeli v Jugoslaviji, takrat si šel v trgovino, nisi imel Kraš, pa si imel Gorenjko in to je bilo to, a ne? No, potem si prišel naenkrat in v trgovini si lahko kupil 20 različnih izdelkov čokolada, ne? Se pravi, smo potem kvaliteto zamenjali za kvantiteto. Se je zdelo, da si bogat, če si lahko čim več prvoščaš, a ne? In čim več si prvoščil in kopičil. Zdaj smo pa spet v tem, se mi zdi, se začne zopet dogajati, da dajemo prednost kvaliteti pred kvantiteto. Sej je res majica iz pravične trgovine dražja, ampak treba se je vprašati, ta majica je pravične trgovine, imajo ljudje, ki izdelujejo, imajo nekaj od tega, ne samo multinacionalka. Ti imaš od tega, ker ni obdelana z različnimi kemikalijami. Ne nazadnje imaš ti od tega tudi zato, ker zemlja ni toliko kontaminirana zaradi te kemije, zaradi recimo bombaža ali karkoli, čeprav bombaž dejansko zelo konvencionalno, zelo tudi obremenjuje zemljo, ampak in potem ljudje rečejo, ja, v redu, če grem pa v H&M, si pa lahko kupam 10 majčk za to. Ja, ampak ti ne veš, ti se moraš zavedati, kaj teh 10 majčk v resnici, koliko stane. To je bil zadnjič, je bilo v bistvu te skriti stroški, ki so v izdelavi majice za 5 evrov ali pa v izdelavi majice za 30 evrov. Skriti stroški, plus tega, da je tudi ta majica dejansko dlje traja. In tukaj moramo ljudje obrniti miselnost, iz teh, da ne da gledaš ceno, ampak da se zavedaš skritih stroškov. In poleg tega ne rabiš 5 majic, ne rabiš. Ljudje so včasih šli, so potovali iz Evrope v Ameriko z enim kovčkom. Danes si ne predstavljamo, da greš na 3-dnevni dopust z enim kovčkom. Tukaj bo treba spremeniti miselnost, to kopičenje, to je šlo čez vse meje. Ampak se mi zdi, da je z vsem povezano. Ja, seveda. To je najboljše. Mislim, sploh se ne zanima in jih ne briga, kakšne posledice to pusti na komorkoli. Tudi na tismo, ko nosi to majico oziroma ko uporablja te produkte. Zelo zanimivo je, ravno kar sem nekaj dni nazaj brala, mislim, da članek od Sanje Lončar, recimo, koliko pretiravamo z vso kemijo oziroma z vsemi temi čistilnimi zadevami, pa ne vem, roke si prati, recimo, ne? In en podatek, ki sem bila kratko, wow, enkrat si roke opereš z milom in 6 do 8 ur rabi koža, da se pravzaprav sploh obnovi, da pride do tiste neke, ne vem, normalne faze in v tem času si še bolj dovzeten za vse ostale stvari. Prav mislimo, da si pomagamo, samo v bistvu si ne pomagamo s tem. Pa ne vem, jaz poznam ženske, ki si 5-krat, 6-krat na teden si umivajo lase za takimi drugačnimi preparati. In se mi zdi, da je pretiravanje v vseh stvarih. Seveda je, ta naše okolje je postalo preveč sterilno, zato tudi iz tazga okolja, čeprav se sliši smešen, ampak prav iz sterilnega okolja izhajajo bolezni, če dalje več, zato ker ne dopustimo organizmu, da se sam brani. Recimo pomanjkanje vitamina B12, ki ga sicer zelo pripisujejo veganom. Sploh ni res. Vitamin B12 kronično primanjkuje celotnemu zahodnemu svetu, zato iz tega sterilnega odnosa do okolja. In ta obsesija, pa otrok ne sme v lužo, pa otroka moraš takoj, pa ne vem kaj z njim narediti. Mislim, to je... To ni nič dobrega. Samo to kupci želijo. Meni pride v trgovino pa reče, ja, če to ne morem prati na 80 stopinj, na 90 stopinj prevleke, če ne morem to sušiti. Ne zaveda pa se, da tisto, ko je bolah na ta način prala in sušila in ne vem kaj delala, da je pa to prešpricana z vsemi možnimi, da sploh ne rečem s kakimi rakotvornimi kemikalijami. Mi moramo sobivati s temi bakterijami, Si kaj najboljšen, če imaš kužka doma, ti prinese tudi take ta prave bakterije. Absolutno. Ko dobiš živali v hišo, takrat morajo higienski standardi pasti. Nemogoče je in tudi mislim, to je potem neka obsedenost, ki je za moje pojme čisto odveč. Imaš pa na drugi strani toliko veselja. Ja, ne, mislim, tudi ni potrebe. Mislim, zdaj pač pes prinese seveda s seboj dozorni določene stvari, zdaj ni a ga ne razkužam ali kaj čem narediti, ne mislim. Kozmetika se vedno vsak dan bolj širi za kužke, ne? To ni, da ni, kaj že jim ne počejo. Moram reči, da pri naši hiši, odkar je res, mislim, rekla zelo naseljena z živalmi, nobeden niti gripenkol ni imel, niti ničesar, no. Mislim,
smo zdravi. Koliko psov imate v povprečju v začasnem in stalnem domu doma? Ja, to pa zelo varira. Zelo varira. Na srečo imamo 2 lokaciji, a ne, mislim, tako da lahko malo porazporedimo. Tudi so bili po 4, a ne, naenkrat, pa so spet šli zdaj. Problem je v tem, ker se pač kdaj kdo zatakne, kdo se vrne, pa dobiš spet začasnika. Tako da 3 je že, tako bi rekla, taka standardna. Standardna. Ja, ja. Ja, vse je na 3, ne, to 3 je dobra številka. Tako. Ja, definitivno. Zanimiv pogovor in klepet. Če bi želeli kaj dodati, bomo tale trenutek tudi odprli telefonsko linijo. 026 200 je telefonska številka, torej 026 200 Me zanima vaše mnenje. Kaj boste pa vi pripomnili na vse to, kar smo zdaj povedali, ne? Na takšen in drugačen način. Sandra, kakšna gre pa recimo smer, mogoče ta podjetniška in vse, se vedno bolj odpirajo te zelene možnosti, priložnosti, ali po drugi strani gre vedno bolj v to, da je vse vedno bolj cnej, pa da za 3 evre dobiš majico, pa se vprašaš, kako? Ja, večina proizvajalcev teh izdelkov, pač govorim tudi, mislim pač to moje področje najbolj poznavno, ker že toliko let delam na tem področju. Dejansko namesto, da bi vlagali v neke alternativne zelene rešitve, večino sredstev namenijo promociji in izdelavi novih produktov in nekim novim trženskim prijemom. Mislim, za primer naj povem, da je zelo poliuretanska pena iz soje. To je zdaj zelo green varianta ležišča. Soje je tu not od 2 do 5%, ostalo so petrokemične spojine in naftni derivati. To se pač vedno se neki novi produkti, da pač tisto podjetje ali proizvajalec izpade, kot da je ekološko osveščen. No, vse to sem tudi, moram reči, da sem tudi jaz imela bombažno prevleko z 3% bombaža. Sam pač napišejo gor ali pa bambus. Pa taka lepa zelena embalaža je bila, veš, da sem kupila. Ja, mislim, to je pač, ker spodbujajo, da se vedno novi produkti izdeluje in da je pač potrošnik normalno to kupuje. In tudi s to promocijo recikliranja, zdaj predvsem na trgu do teh recikliranih izdelkov, s tem dajo sam potrošniku en odpustek, da s tem ni škodoval v okolju, ko je spet kupil po 2 letih že spet novo ležišče, pa spet po 2 letih novo ležišče. Dejansko pa, ne vem, tudi to spodbujanje sintetičnih materialov pa poliuretanskih pen, s tem spodbujanjem pač, zaradi tega naj bi bilo tega vedno več, ker je pač ljudi vedno več. Zdaj pa, če pogledamo v resnici, recimo proizvodnja sintetičnih materialov porabi 20, v nekaterih primerih celo 100% več energijskih virov, kot pridelava ekološkega bombaža, lanu, volne in tako naprej. Tako da to je en tak začaran krog. Se pravi, je odgovornost na nas, potrošnikih, da se o teh stvarih informiramo. Poučimo, tako. Ja, da se poučimo in ne samo, da gledamo, kaj je na koncu napisano, ampak vprašaš. Ampak kam moraš dajte mi pogledati? argumente. To ne moreš pogledati. Zdaj, na tem mojem področju je najboljše pa, da se kupuje res pri specializiranih. Veste, razlika je, a ti kupiš, ne vem, ležišče za 150 evrov, ali pa kupiš ležišče za 400 evrov, kar je precej tega, je okrog 400 evrov, precej tega na trgu, ampak so take razlike v materialih. In tam, če si pripravljen pa toliko dati, je pa fajn, da vprašaš. Kakšne imate argumente, da bom jaz plačal toliko pa toliko za to ležišče. Se pravi, spraševati moraš. Ja. In oni To morajo je biti edino, pripravljeni. mislim, tudi pri vseh drugih produktih. Težko ti iz deklaracij vse prebereš. Zaradi tega, ker jaz se glih nimam za čist neosveščenega človeka, pa sem kupila 3% Ja, zato ker bombaža, ne rabijo niti gor bambusa. napisati vsega. Kaj se pa dogaja, še odzad, to pa, mislim, to je pa treba se že prav bolj poglobiti. Lahko slišim 3 stvari, oziroma 3 znake, ko gremo nekaj kupovati, da to, alert, to pa ni stvar, ki bi jo kupil. Katere 3 stvari bi lahko izpostavila? V tem smislu, mogoče, če jaz naštejem prvo, kar si mi že zaupala, da vprašamo o izvoru in prodajalec, ki nam to stvar ponuja, nima nekih konkretnih odgovorov. Ja, zato ker zdaj, ne vem, pri lateksu, lateks material, to itak je naravni material, ja,
kavčuk je naravni material, ampak to še ne pomeni, da je zmes lateksa tudi naravni material. Zato, ker smo v kavčuku, se lahko ne vem, kaj vse prida, ne vem, kakšne obdelave se lahko naredijo in končni produkt ne more biti to. To je isto, ko vi, ne vem, kupite jabolko, ekološko, pol je pa z vsemi možnimi konzervanci, pa ne vem, kaj vse obdelate, pol pa prodajate to kot ekološko čežano. Ne gre skupaj. Ja, ne, se veš, lažje iz tujine pripeljati, pa pol tukaj prepakirati, pa napisati, da je slovenski izdelek. Ja. Mislim, mora biti sploh pa, če se izven Evropske unije, je zelo važno, kje surovine, da je tudi ta znotraj fair trade pravične trgovine narejeno. Pa po vseh, verjetno da še v Evropi, da bomo mogli to zahtevati, no, kakve stvari se dogajajo. Zanimivo. Ja, super, krasno, zelo zanimiv klepet. Upam, da smo povedali tudi kaj takšnega, kar boste lahko uporabili, sicer pa na klepet@kavi.si najdete še marsikaj zanimivega, takšne in drugačne smernice, sploh če boste imeli kakšne prenove spalnice oziroma če si boste zastavili vprašanje, na čem in v čem spite, pa še seveda vsekakor mnogo ostalih stvari. Vsekakor se veselim najnega naslednjega klepeta. Imaš že kaj, koga boš povabila? Govorili bomo o pravični trgovini, povabila bom pa Živo. Ste kaj klimat začeli. Živa ima tudi posvojeno psičko Ja. iz našega društva. Živa res, ko je rekla, vodja pravične trgovine, ki je lani praznovala 10-letno. Bo tudi imela precej kaj za povedati. Super, evo, fino, fajn. Hvala tudi društvu Lajka, da ste prišli in vsekakor, ko bom v tej fazi svojega življenja, bom prišla do vas. Ker moram reči, da sem zmer kupovala neke pasamske pse in zdaj sploh ne vidim bistva, zakaj sem to počela, glede na to, kakšno ljubezen ti da en tak pes. No, se tako gre, ne? Včasih pa z ljubeznijo. Tako, osveščanje. Najlepša hvala. Takole, evo, če vam je pa všeč Zoki, a prideš meni? Pridi se pokazati. Če vam je pa všeč Zoki, pa tudi poglejte na društvo Lajka, spletno stran imajo, pa tudi Facebook stran in vsekakor boste lahko našli kakšno informacijo. Lej ga, gremlinčka, koliko je luška, te pomahi, juhu. Češ malija, koliko si ti lep.